v temle, recimo v razmišljanju na glas, bi z vami želela podeliti 3 nasvete, oziroma to so bolj, bom rekla, neke 3 moje izkušnje iz mojega pač življenja, ki so povezane z marketingom in z mojim pogledom na marketing. In s tem, upam, da vam nekako olajšam oziroma mogoče pokažem vsaj tistim, ki imate mogoče, bom rekla, izzive s tem, kako se lotiti marketinga, kako prodajati svoje online programe, ne. Namreč vemo, da samo to, da skreiramo, pač žal ne bo zadostilo temu, da tudi prodamo, kar pomeni potrebnega je kar precej truda, precej vložka, nekega časovnega vložka, angažmaja, energije, tudi v ta del, to se pravi, da programe tudi spromoviramo. Zdaj, jaz temu pač rečem, ne čist klasičen marketing, ampak temu rečem edu-marketing, ker ima seveda neke svoje značilnosti, ki so pač vezane in povezane s to branžo, to se pravi z branžo online edu-biznisa oziroma spletnega edukacijskega biznisa oziroma konkretno spletnimi tečaji in online programi nasplošno. Tako da upam, da tele 3 ideje, 3 nasveti, 3 pogledi mogoče majčkeno olajšajo to zadevo oziroma omehčajo tudi vaš odnos do edu-marketinga. Torej, moja prva zgodba gre v čas enih kar 20 let nazaj, se mi zdi, če ne še kaj več. Bila sem namreč študentka pedagogike in sem se prijavila na eno delovno mesto, tako polna zaposlitev oziroma zaposlitev za polni delovni čas, skratka en tak full-time job, v založništvu, v eni od založb, eni od slovenskih založb. In šlo je za, bom rekla, literaturo, ki je bila dokaj povezana z mojo stroko. Nisem pa imela do takrat nikakršnih izkušenj s prodajo, z nobenim biznisom nisem imela nobenih izkušenj, o marketingu nisem imela pojma in tako naprej. In se spomnim tistega momenta, par dni preden bi morala iti v službo, oziroma preden sem začela s to službo, me je začel tam po možganih malo šraufati take ideje, pa tisti notranji črvički, namreč predstavljala sem si nekaj, zdaj bom pa jaz tako kot oni tečni akviziterji, ki hodijo s knjigami po blokih, takrat je bilo to še aktualno, zdaj danes niti ne vem, če je še dovoljeno to početi, v glavnem takrat ni bilo socialnih omrežij, ni se delala na tak način, skratka, veliko knjig oziroma veliko nekih izdelkov se je prodajalo na ta način, da so akviziterji hodili po vratih, recimo po blokih, pa trkali na vrata, pa nam prodajali knjige in te zadeve, Skratka, seveda to je bila čisto utopična slika, pač, ker je bil to edini način, ki sem ga poznala, Potem se je seveda skristaliziralo, da pač obstajajo različni načini promocije in prodaje in predvsem tisto, da sem začela takrat raziskovati ta svet, takrat sem začela potem spremljati slovenske strokovnjake, tudi blogi pa te zadeve so bile takrat bolj aktualne, skratka takrat sem začela potem večkrat bolj spremljati, seveda pač se mi je šlo, da bom rekla, pogruntam ta svet promocije in marketinga, kako te zadeve delujejo, in mi je takrat kar odprlo veliko oči v bistvu v tem smislu, da obstajajo različni načini, predvsem pa, da ne gre za tisto negativen način. Skratka, velikokrat imamo v glavi recimo, da je marketing nekaj pokvarjenega, da z marketingom skušamo nekoga ukaniti, pretentati, da bo kupil naše izdelke, da če se gremo marketing, da moramo biti ne vem kakšni, temu rečejo sluzasti prodajalci, da moramo ne vem kakšno vlogo zavzeti, da moramo ne vem kaj ljudem nekaj podtakniti in tako naprej. Skratka, to sem začela takrat počasi preokvirjati in to tudi vidim, da je eno od največjih, bom rekla, omejujočih prepričanj marsikaterega kreatorja online programov, marsikaterega edu-podjetnika. Namreč ni nam problem, skreiramo že program, noter damo našo strokovnost, ker to vemo, za tem stojimo. Potem pa seveda samo to, da zgradimo, še ne pomeni, da bo program se kar sam od sebe prodajal. Včasih je pač ta občutek, da zato, ker je tam nekje na spletu, pa ker smo, ne vem, 5krat napisali na Facebooku objavo o tem, da imamo ta program, da se bo pa to kar prodajalo. Žal tako stvari ne delujejo, tudi na Facebooku in vseh teh kanalih je zdaj majčkeno večja gneča, tako da pač nekaj, kar lansiramo ali pa damo na trg, ne bo nujno vroča žemljica, tudi pa bojo ljudje navalili, tudi če je, bom rekla, nek zelo dober izdelek. Skratka, prva stvar seveda je, da mi verjamemo v ta produkt, da vemo, da je produkt dober,
da nekomu služi, potem pa predvsem, da verjamemo v to, da s tem, ko o tem produktu sporočamo, da o tem produktu govorimo, da o tem produktu povemo, kako bo drugim pomagal, da pravzaprav to je marketing že, ne? In da pravzaprav s tem delamo konec koncev nekaj dobrega, ne? To se pravi, da imamo ta pozitiven odnos do samega marketinga, do tega, ko sporočamo in kaj sporočamo o naših programih, in da tukaj vzadej ni nečesa, ne? Tudi pač, če delate, bom rekla, če delate z mano, vas nikoli ne učim ali pa ne spodbujam k nekim čudnim praksam. Skratka, če smo, bom rekla, če imamo to integriteto, da to delamo res, bom rekla, na tak način, da vemo, da ne zavajamo, da vemo, da pravzaprav sporočamo, kako lahko nekomu drugemu pomagamo s tem našim programom in s to rešitvijo, ki jo v tem programu ponujemo, potem pravzaprav, bom rekla, smo naredili prvi korak k uspešni prodaji. No, moja druga zgodba se je pa zgodila kar nekaj let kasneje, dobrih 10 let kasneje, ko so že prišla na plano, ko so bila že bom rekla, v praksi že ta socialna omrežja, pa razna digitalna orodja in tako naprej, in seveda smo jih uporabljali in koristili tudi že za marketing. In takrat se spomnim, sem se udeležila enega izobraževanja o marketingu, kjer nas je takratna predavateljica oziroma naša mentorica spodbujala k uporabi. Takrat je prišlo ven Facebook Live, so takrat prišli ven in so bili res uspešni, ker seveda vsako novo orodje, ne, tako kot danes, ko pridejo ven, ne vem, TikTok, ki je prišel, ne vem, 2-3 leta nazaj ven, približno recimo, ne, pa se cela masa zgrne ljudi, pa začne to novo orodje uporabljati, ali pa zdaj na Instagramu teli threadsi, pa tako naprej, v glavnem, takrat so prišli ven, to se pravi, te Facebook Live in so bili seveda popularen format. Zakaj? Zato, ker je v bistvu vse več ljudi, ker tisti ljudje, ki so to takrat začeli uporabljati, je seveda Facebook preferiral to orodje, zato da je čim bolj spodbujal to uporabo tega orodja. Skratka, bili so res zelo dobri rezultati. Tudi bila je mala masa ljudi, ki je to uporabljala, ne. Še danes vemo, da marsikdo se izogiba temu, da bi se posnel, kaj šele, da narediš live, kjer si čist v realni situaciji, ne moš popraviti karkoli. Skratka, takrat pravzaprav sem spoznala, no, takrat je bila ta naša mentorica, nam je predstavila pač ta Facebook Live in nas je spodbujala, da delamo Facebook Live, in ona je bila res zelo uspešna s temi Facebook Live, naredila res zelo dobre prodajne rezultate. Sem pa jaz sama pri sebi takrat ugotovila, da Facebook Live zame ni najbolj primeren format. Ne, zdaj pač prvič, jaz sama nisem bila, bom rekla, tak govorec, ne, tako zanimiva, nekih takih zgodb nisem znala ali pa upala mogoče takrat povedati, kot recimo kot ta mentorica, ne. Druga stvar, ki pa je bila v bistvu, je pa tudi bilo z mano neusklajeno čist iz življenjskega vidika. Skratka, Facebook Live, jaz sem na začetku svoje te, bom rekla, poslovne poti, oziroma na začetku, ko sem res šla na trg, sem tudi sama začela s Facebook Live, skratka so tudi meni, takrat je to še bilo dosti, bom rekla, v začetnih povojih, da je res Facebook Live bil format, ki je še vedno bil preferiran tudi pri Facebooku, da ga je algoritem potiskal naprej. In sem začela, ampak sem zelo hitro ugotovila, ne, sem imela takrat majhne otroke in ko sem rekla, da bom vsak dan šla live, ne vem, ob 10 ali 11, je že 3. ali 4. dan se to seveda podrl, ker sem imela doma bolanega otroka, starega, ne vem, takrat 3-4 leta, ne, ki seveda potrebuje več pozornosti, ki potrebuje, bom rekla, nekaj pozornosti, nekaj nege in tako naprej, tudi mogoče še ni navajen biti čist sam ves čas. Skratka, sem se takrat rekla, ne, to pač zame ne deluje, bom rekla, ne deluje, ne, najbrž bi delovalo, če bi to uporabljala na dolgi rok. Ni pa bilo usklajeno z mano. Skratka, sama se nisem počutila dobro s tem formatom, sem poskusila, ne. Skratka, jaz vedno spodbujam, tudi ko jaz dajam neka ogrodja v svojih programih, v svojem članskem programu Spletni hub za podjetnike, vam dam neka ogrodja, dam vam nekaj za začetek, kje začeti in kaj uporabiti, ne. Ampak to ne pomeni, da bo nujno delovalo tudi za vas, ne. Tako da tukaj sem res v bistvu ena stvar, ki sem jo pač torej spoznala, je torej fino, da preizkusimo, da neko orodje preizkusimo, ga skušamo, bom rekla, uporabiti čim boljš v svoje namene, za svoje potrebe, namreč orodje, kot ga uporabi ena oseba, ne bo isto delovalo tudi za drugo osebo, ker smo si karakterno različni, ker nekdo, ki je, bom rekla, bolj tak
outgoing, ne, ki je bolj, bom rekla, ekspresiven, kako bi rekla, ki se lažje, bom rekla, izraža navzven, bo lažje uporabo, ne vem, Facebook Live ali pa snemanje, ali pa mu ne bo problema, ker bo, ne vem, hodil okoli po cesti, pa bo povlekel ven telefon, pa se bo snimal. Nekomu drugemu pa je to bolj, pa ni ustrezen format, ne ustreza naši osebnosti, ne ustreza mogoče našemu življenjskemu stilu, ne. Jaz rada, če grem na sprehod, ne, takrat se ne želim ukvarjati še z javljanjem v živo in tako naprej, ne. Skratka, tisto, kar želim tukaj spodbuditi, je to, da ne bo format usklajen z vami in z vašim lifestylom, to se pravi, z vašim življenjskim stilom. V tej kopici, bom rekla, orodij, ki jih imamo na voljo, ne, že samo, če gremo na en kanal, recimo, ne vem, na Facebook, imamo možnosti take in drugačne, lahko so to storiji, lahko so to zabavne objave, lahko so to fotografije iz, ne vem, tvojega življenja ali pa fotografije, bom rekla, iz iStocka, ne, skratka, začnemo vedno, spodbujam torej to, da preizkusimo, sploh če pridejo neki novi formati, se splača preizkusiti, splača najdati svoj glas tam noter, če je to nek format, ki nam ustreza. Potem pa v bistvu, če vidimo, da to ne ustreza, da ni usklajeno z nami, z našim lifestylom, da nas to ne podpre tudi bom rekla, v samem življenju, je potem brez veze, da se mučimo, no. Ker v bistvu tukaj res sem zagovornik tega, da se to pozna tudi na drugi strani. To se pravi, če mi uporabljamo nek format, ki ni nam pisan na kožo, ki nam, ne odgovarja že sam po sebi, se bo to čutilo konec koncev tudi na drugi strani v posnetku, v izdelku in tako naprej. Tretji nasvet, ki vam ga želim dati, pa ni niti toliko iz moje prakse, kot bolj iz prakse podjetnikov, s katerimi delam, sploh začetnikov, recimo, da so to ljudje, ki ali da do takrat še niso delali mogoče marketinga na tak način, to se pravi z nekimi sodobnimi izobraževalnimi, sodobnimi marketing orodji, ali pa so pač čisto novi na trgu, tudi ne poznajo, bom rekla, še nimajo mogoče čisto celostne slike v smislu, kako ta online biznis deluje, vse te zadeve. In potem si takrat na začetku v vnemi, ne, ker seveda spremljajo recimo kakšne, bom rekla, kakšne druge podjetnike ali pa pač kakšne neke druge influencerje in tako naprej in vidijo, kaj vse te ljudje imajo, ne, da vidijo, ne vem, 5krat na teden, 3 objave na dan, pa 5krat na teden, 5krat na dan se javijo v storijih, pa ne vem, kaj vse delajo, 2 ali pa 3 podcaste na teden posnamejo in tako naprej, ne, in si pač zadajo, jaz bom tudi tako, ne, pa bom to objavo naredil, pa tako objavo, pa to bom delal, pa tretje bom delal. Zdaj tisti, ki že karkoli delate v zvezi z marketingom, veste, da ko se mi lotimo teh zadev, vzamejo čas, ne. Jaz sicer v spletnem hubu dam ogrodja, pokažem načine, na kakšen način se tega lotiti, zato da pač čim lažje začnete, pa da nekje začnete, pa da imate neke zadeve, ki res peljajo potem naprej tudi, bom rekla, po vašem izobraževalnem lijaku, vendar pa sem vedno, kot ne rečem, rečem ljudem, malo ustavite konje, ne. Podobno izkušnjo imam namreč iz telovadnice pred leti, ne, sem šla po dolgem času v telovadnico, ne ravno fitness, ampak neke skupinske vadbe, ne, in je tudi takrat rekla, tista trenerka je rekla, ja, ljudje imajo na začetku ful plane, kako bojo, ne vem, 5krat na teden prišli na telovadbo, v telovadnico, ne, na koncu je velik uspeh, če to naredijo enkrat, večja verjetnost je pa to, da bojo zelo malo obupali. In podobno je tudi tukaj, ne, če mi se štartamo na preveliko, če se mi primerjamo, ne, res moram tukaj poudariti, ne primerjajte se z nekom, ki ima poštimano in pošlihtano že vse, v smislu v glavi in v mašineriji. Ker ko delamo mi marketing, ko delamo objave ali na socialnih omrežjih ali karkoli drugega pač počnemo v zvezi z marketingom, moramo mi imeti takrat mi dajemo noter neka sporočila o naših produktih, o nas samih in tako naprej. Torej o naši blagovni znamki in naših izdelkih. In ta sporočila se oblikujejo, šejpajo, ne, to zraven, izoblikujejo se skozi leta. Moje sporočilo, kot jaz danes govorim o zadevah, še zmeraj prodajam enake zadeve oziroma pač podobne zadeve, še zmeraj o istih zadevah govorim, vendar drugače, na drugačen način. Ker to pride, bom rekla, z leti, s prakso, s tem, ko dajemo stvari na trg in vidimo potem feedback iz trga, to se pravi, ko vidimo, ko ljudje
pridejo k nam na brezplačne pogovore, pa med pogovorom ujamemo, kako so oni doživeli naša sporočila, ali pa ko imamo potem ljudi v naših programih, pa delamo z njimi, recimo na kakšnih Zoom srečanjih, ali pa ko nam kaj napišejo, kakšno skupnost, ali pa na mail, ali pa kaj takega, pa vidimo v bistvu, kako so ljudje razumeli, kaj so razumeli, česa mogoče niso razumeli, in potem počasi oblikujemo ta sporočila. Počasi s temi sporočili, skratka, ta sporočila se oblikuje se torej tudi naša strategija, kaj bomo počeli, Jaz, ko vam dam ogrodje, je to nekaj, kar vas spravi v pogon, nekaj, kar vam da neko začetno orodje in ogrodje, neko strategijo, kako se tega lotiti. Potem pa v bistvu vi s časom, dlje časa, ko delate, bolj, ko ste aktivni, več, ko dobite feedbacka z trga, lažje v bistvu lahko prilagajate in sporočila in objave in preoblikujete spletno stran, bom rekla, da boljš nagovarja, bom rekla, vašo ciljno skupino. Spremeni se mogoče v teh letih, ko to delate, tudi ciljna skupina, spremenijo se trendi, kako se vse to dela in tako naprej. Skratka, tisto, kar želim predvsem to, je odvzeti vam ta pritisk na začetku, da si ne zastavite prevelikih, bom rekla, prevelikih planov. Dobre so, ne bom rekla, da se ne zastavite prevelikih ambicij, ambicije so dobre, plani, to se pravi sama izvedba, sami te teski, ki se jih naredite, naj bojo pa na začetku bolj skromni. Če vam na začetku uspe narediti en podcast, to se pravi neko, bom rekla, neko predavanje ali pa neko razmišljanje na glas, kot je nekaj takega, kot zdaj jaz delam, če vam uspe narediti eno tako zadevo na mesec, super, naslednji mesec boste potem probali, pa boste naredili dva podcasta mogoče, potem boste naredili na začetku mogoče 2 ali pa 3 objave na teden, ki bojo mogoče samo neka preprosta slikica pa nekaj teksta. Čez čas boste dodajali, pa boste dodajali druge formate, pa tako naprej. Tudi boste videli, kaj je tisto, kaj vam leži, na kakšen način. Skratka, jaz sem tukaj res lahko pridem nasproti, to se pravi s tem, da vam dam ideje, kako neka tehnična orodja uporabiti, kaj napisati, kako se lotiti, bom rekla, same in strategije in same izvedbe. Konkretno recimo v spletnem hubu za podjetnike dobite celoten plan, kako se lotiti objav za tam 4 do 6 mesecev vnaprej, kako lahko to pripravite, da točno veste, točno vem, zdaj za naslednje pol leta imam objave in tudi veste potem in si pripravite stvari, kako to izvesti na čim hitrejši način, da to čim hitreje sproducirate, ampak na začetku definitivno to ne bo 20 objav na dan, oziroma pa ne vem, mogoče na začetku niti 20 objav na mesec ne bo, mogoče bo to na začetku samo 2 objavi na teden, recimo, pa mogoče samo en mailing na 14 dni, recimo, boste poslali. Skratka, dajte si res tukaj vzeti, ne gledati tistih ljudi, ki so 5 let pred vami, če že koga gledate tistega, kaj je mogoče 1 leto pred vami, kaj počne, moramo biti pa tudi realni, tudi ljudje, podjetniki imamo različne budžete. Če si nekdo lahko privošči, da če ima budžet, ki ga ima namenjenega, da recimo da delati neke objave ali pa da nekaj izdelati drugemu, si definitivno lahko privošči imeti 5 objav na dan, če mu jih nekdo drug dela. Če smo pa mi v fazi, ko še zmeraj delamo večino stvari sami, oziroma ko se šele učimo, ker na začetni fazi, dokler tudi mi sami ne izoblikujemo sami sebe, pa naših sporočil, je pravzaprav težko outsourcati zadeve nekomu drugemu jih dati narediti. In če smo v tej fazi, moramo biti, bom rekla, mečkam bolj ekološki do sebe, prizanesljivi sabo in si dati, bom rekla, imeti velike ambicije, pa manjše to-do liste. Torej, sodobna izobraževalna in marketing orodja. Tukaj imam zdaj v mislih vse od tega, da se znamo, da pripravljamo, da snemamo, da posnamemo, bom rekla, neke izobraževalne vsebine, da izkoristimo marketinška orodja, kot so email marketing sistem, pa socialna omrežja, pa vse te zadeve. To so orodja, ki so res super. Res nam veliko lajšajo. Tale podcast, ki ga bom posnela, si ga bo lahko v parih dneh poslušalo 50 ljudi, recimo, tega ne bi mogla doseči, recimo, ne vem, da grem tamle na cesto, ali pa da grem na neko predavanje nekam, pa da to odpredavam, skratka, bi mi vzelo več časa, kot tole, kar pripravim, tudi teže bi, tudi več časa pobere za samo organizacijo, za vse dogovore in vse te zadeve. Skratka, želim predvsem to poudariti, da ta sodobna izobraževalna in marketing orodja
so, bom rekla, so super, delujejo, so koristna, nas lahko zelo podprejo tudi pri marketingu oziroma pri naši prodaji. Je pa res tako, no, da moramo biti to, se pravi, prizanesljivi do sebe, znati se tega strateško lotiti, da zdaj ne laufamo od enega orodja do drugega, da damo čas v bistvu vsakemu orodju in vsakemu načinu, ki ga uporabimo, da damo čas, vsaj bom rekla, kakšen mesec, da preizkusimo zadeve. Veliko je tukaj testiranja, ker ena stvar, kot sem rekla, ena stvar, ki deluje za nekoga blazno super, ni nujno, da bo delovala tudi za nas ko super, ne, smo rekli, zaradi osebnosti, zaradi lifestyla, zaradi same vsebine mogoče. Kjer vas pa lahko podprem, no, je pa to, da v bistvu v spletnem hubu za edopodjetnike vas peljem čez ta proces, kako pravzaprav zastaviti vse te sisteme, kako jih postaviti v en tak celoten sistem, ne, kako vse te procese, posamezne procese, zaštartati, kako jih postaviti in kako to vse skupaj postaviti v en tak sistem, da deluje od tam, kjer smo nekoga nagovorili na socialnih omrežjih, mogoče nekako po naključju, pa do tja, da ga peljemo med naše naročnike oziroma nekoga v našem krogu, med naše, te ožje sledilce, pa do tja, da jih morda nekoč jim lahko pomagamo tudi na ta način, da postanejo udeleženci v naših programih.